slavi vsaka pesem te. Vreden največje slave, ki tebi gre. Vreden, da vsak svoj dih zate vdihnem le, živim za te. Jezus, ime nad vsemi je vzvišeno. Jezus, edino ti rešiš nas lahko. Vreden, da vsak moj dih zate vdihnem le, živim za te, živim za te. Svet si, nihče ti enak ni, nenadomestljiv si, naj spregledam in se čudim, razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti se ljubiš. Vreden si, da slavi vsaka pesem te. Vreden največje slave, ki tebi gre. Vreden, da vsak svoj dih zate vdihnem le, živim za te. Jezus, ime nad vsemi je vzvišeno. Jezus, edino ti rešiš nas lahko. Vreden, da vsak moj dih zate vdihnem le, živim za te. Živim za te. Svet si, nihče ti enak ni, nenadomestljiv si, naj spregledam in se čudim, razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubi. Svet si, nihče ti enak ni, nenadomestljiv si, naj spregledam in se čudim, razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš. Pa gremo zdaj v to besedo o večnem življenju. In začeli bomo v Janezovem evangeliju 3. poglavje. Vsebuje to citate, ki jih največkrat omenjamo v povezavi z evangelijem. Ampak bomo prebrali malo več, da bomo videli širšo sliko. Kaj se je zgodilo oziroma kaj se je moralo zgoditi, da mi lahko prejmemo večno življenje od Boga.
in kaj to večno življenje pomeni. Janez 3:14. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Kako je Mojzes povzdignil kačo v puščavi? To je bila ena mrtva podoba kače. In tako je Jezus moral umreti na križu, zato da vsak, ki veruje vanj, ima večno življenje. Tako da vidimo, kakšna visoka cena je bila plačana in vidimo, da se je moralo to zgoditi. Jezus je moral pustiti greh in v bistvu kača je simbol zla, ni nekaj dobrega. Jezus je vzel nase ves človeški greh, se identificiral z nami do skrajnosti in dobil zmago za nas. In to je bil dokaz Božje ljubezni. 16. vrstica. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubi, ampak bi imel večno življenje. Haleluja. Tako da očitno je, da vsi ljudje živijo večno, ampak eni lahko preživijo večnost v pogubi. Tako da mi želimo resnično večno življenje, to, kar je večno življenje z Bogom. In verujemo v Jezusa. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Haleluja. Tako da, če čutiš obtožbe, obsodbe v svojem življenju, od drugih ljudi, od svoje vesti, vedi, da to ni glas od Boga. Bog te ne obsoja. Bog je dal obsodbo na svojega sina, zato da si ti svoboden od obsodbe, zato da ti lahko zaživiš novo življenje, poln vere in zaupanja v Boga. Haleluja. Kdor vanj veruje, kdor v Jezusa veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. In če skočimo v 36. vrstico, kdor veruje v sina, ima večno življenje. Kdor pa ne veruje v sina, ne bo videl življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza. Če si predal svoje življenje Jezusu, ni več Božje jeze nad tabo. Če čutiš pričevanje svoje vesti, da si naredil nekaj narobe, pol se obrni k Bogu, sprejmi njegovo dobroto in pejti v pravo smer, stran od greha. Ampak Bog te ne obsoja. Bog pravi, da je hudič obsojen, da ta, ki te je mučil, je obsojen, da ta, ki te je zavajal, je obsojen. Ta je pod tvojimi nogami in ti si lahko zdaj zmagovalen nad vsem, kar te je prej usužnjevalo. To je moč tega večnega življenja. Zdaj v Lukatu 18:29 bomo prebrali malo drugačno perspektivo večnega življenja in Jezus je dejal, resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi Božjega kraljestva zapustil hišo ali ženo ali brate ali starše ali otroke in bi ne prejel v tem času veliko več, v prihodnem veku pa večno življenje. Kako to razumeti? Zdaj jasno se vidi, da Jezus obljublja večno življenje za prihodni vek. To je za potem, ko naše telo umre in stopimo v večnost, je večno življenje. Ampak pravi tudi, da v tem času bomo prejeli veliko več, kot smo izgubili. In zdaj, zakaj bi morali zapustiti hišo ali ženo ali brate ali sestre ali otroke? Ni to Božja volja, da jih zapustimo. Božja volja je, da živimo s svojimi bližnjimi, da jim izkazujemo ljubezen, da smo jim blagoslov in tako naprej s tem, kar nam je Bog dal. Ne, da jih zapustimo. Zdaj, zakaj bi morali zaradi Božjega kraljestva zapustiti kaj? Zato, ker prihajajo konflikti, ker prihajajo boji. Eni verujejo, eni ne verujejo. In včasih se zgodijo težke stvari. Ampak, če se zgodi, da ne moramo nikakor v ljubezni ostati skupaj, pol pričakuj, da če slediš Jezusu, da ti bo v tem času življenja Bog povrnil veliko več, zato ker si poslušan evangeliju, ker si poslušan Božjemu klicu.
Haleluja. Naslednji vidik večnega življenja. Janez 17:1-3. Jezus moli: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe. Kajti dal si mu oblast nad vsemi živimi biti, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Haleluja. Videli smo, da je v večnem življenju svoboda od Božje jeze, svoboda od obsodbe. Nismo več v strahu, kaj bo, ko umremo. Haleluja. Vemo, da bomo nagrajeni v prihodnem svetu in že zdaj bomo nagrajeni zato, ker smo poslušni evangeliju, ko gremo za Jezusom. Ampak vidimo definicijo večnega življenja, ki je, da spoznavamo Očeta, edinega resničnega Boga in njega, ki ga je on poslal, Jezusa Kristusa. Tako da večno življenje je v tem, da že zdaj v tem življenju spoznavamo, kakšen Bog v resnici je. Haleluja. Bog, ki se mu v stari zavezi noben ni mogel približati. Ki so se dotaknili ljudje, celo verniki so bili, pa so se dotaknili skrinje zaveze, kjer je bila Božja prisotnost in so padli mrtvi, zato ker niso upoštevali pravil v Božji besedi. In ko je duhovnik šel v najsvetejše, tam, kjer je bila Božja prisotnost, je moral vse narediti po pravilih, drugače lahko padel mrtev. In so mu vrv privezali na nogo, zato da so ga ven lahko potegnili, če slučajno ni dosti hiter ven prišel, oziroma nikakor ni ven prišel, če se mu je najslabš možno zgodil. Tako da Bog je svet, brez greha, noben greh ne more obstati v njegovi prisotnosti. Šele, ko je Jezus umrl na križu, je bila ta ločitev med nami in Bogom pretrgana. Zavesa v templju se je pretrgala od vrha do tal in mi smo bili spravljeni z Bogom. Haleluja, mi smo postali domačini pri Bogu, člani njegove družine, ki smo sprejeli vero v Jezusa. Haleluja. In zdaj ga mi lahko spoznavamo kako? Lahko ga spoznavamo v veličastnem stvarstvu, ki ga je ustvaril. Lahko ga spoznavamo v njegovi besedi, ki jo je navdihnil po Svetem Duhu. Lahko vidimo njegov karakter, lahko vidimo, kaj je Božja ljubezen praktično za naš vsakdanje življenje. Haleluja. Lahko vidimo njegovo lepoto v svojem srcu. Pravi Božja beseda, da ga gledamo z odgrnjenim obličjem. Se pravi, v svojem srcu lahko vidimo Boga iz obraza v obraz, lahko vidimo njegovo lepoto, ko ga slavimo, mi gledamo njegovo čudovito obličje, njegov prijazen nasmeh, njegovo prijazen objem čutimo. Haleluja, vse te stvari so nam postale realnost. Mi spoznavamo edinega resničnega Boga, nebeškega Očeta in njega, ki ga je poslal, Jezusa Kristusa. In spoznavamo ga tudi v bratih in sestrah, ki Božja ljubezen deluje čez njih in lahko vidimo Jezusov karakter v njih. Haleluja. Tako da to so dimenzije večnega življenja, ki smo ga prejeli. In 1. Janezovo pismo 5 od 9. vrstice naprej pravi: Če sprejemamo že človeško pričevanje, je Božje pričevanje večje, kajti pričevanje Boga je to, da je pričeval za svojega sina. On je rekel, to je moj ljubljeni sin, ki mi je po volji. Je rekel nad Jezusom. Haleluja. In njegovi apostoli so nesli vero naprej in ta vera je prišla tudi do nas. In smo mi sprejeli vero. In naslednja vrstica pravi, kdor veruje v Božjega sina, ima pričevanje v sebi. To pomeni, ti imaš v sebi pričevanje, da imaš večno življenje. Haleluja. In druge stvari, še druge mnoge stvari, ki jih najdemo v Božji besedi in jih bomo tudi zdaj naprej še prebrali. Ampak kdor pa Bogu ne veruje, ga je naredil za lažnivca, ker ni veroval v pričevanje, s katerim je Bog pričeval za svojega sina. In kaj je zdaj to pričevanje? Naslednja vrstica. Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v njegovem sinu.
Kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima Božjega sina, nima življenja. Haleluja. A imaš Božjega sina? A veš, da on prebiva v tebi? A si predal svoje življenje njemu? Haleluja. Ker če si mu predal svoje življenje, on je zanesljivo prišel, on je zanesljivo te izpolnil s svojim duhom, zato ker je komaj čakal, da se sreča s tabo. Komaj čakal, da spoznaš, koliko te ljubi. Haleluja. Tako da, in če imaš Božjega sina, imaš večno življenje. Haleluja. Ok. 20. vrstica pravi, vemo, da je Božji sin prišel in nam dal razum, da spoznavamo resničnega. V resničnem tudi smo v njegovem sinu Jezusu Kristusu, on je resnični Bog in večno življenje. To pomeni, Jezus osebno je večno življenje, ki ga imamo. Haleluja. A je to dobra novica? Haleluja. Ni samo ena energija, ena prisotnost nekaj oblačnega, meglenega. Ne, Jezus osebno je pot, resnica in življenje. On je prišel prebivati vate po svetem duhu. Zaradi njega imaš večno življenje. Že zdaj. Amen. Haleluja. In 1. Korinčanom 6:17 pravi o tem spoznavanju Boga. Bomo lahko malo globje razumeli, kaj pomeni spoznavati Boga. Kdor se druži z Gospodom, je en duh z njim. Kar pomeni, ko imamo intimen odnos z Bogom, kakor ga imamo v slavljenju, vsakič, ko ga slavimo, ko ga častimo, ko molimo k njemu. Mi izkušamo enost z njim. Mi smo en duh z njim. In ta beseda, ki tukaj pravi, druži se z Gospodom, pomeni imeti intimen odnos, kakor ga imata mož in žena. To je najbolj intimen odnos, mi izkušamo Božjo bližino, Božjo ljubezen. Haleluja. Ampak kaj iz tega sledi? Naslednja vrstica pravi, bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa, kdor pa nečiščuje, greši proti lastnemu telesu. Nečistovanje na kratko je vsaka spolnost izven tega, kjer jo je Bog namenil, in to je v zakonu med možem in ženo. Tako da za vsako drugo po obliko poželenja nam Božja beseda pravi, bežite pred tem. Zakaj? Očitno nam Bog daje nekaj toliko veliko boljšega, kakor so užitki, ki jih imajo ljudje v tem svetu, in Bog pravi, ni to dobro za človeka. 19. vrstica pravi, mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga. Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojemu telesu. Haleluja. Lahko rečeš skupaj z mano, moje telo je tempelj Svetega Duha. Ne pripadam sebi, pripadam Bogu. In zato imam zmago nad vsakim grehom. Haleluja. Tako da v večnem življenju, ki smo ga prejeli, je sprememba tudi naših želja. Naše želje se spremenijo. Mi želimo se zdaj izpolnjevati s Svetim Duhom. Mi želimo preživljati čas v Božji besedi, z brati in sestrami v slavljenju Boga. Haleluja. Enostavno je to toliko boljši in toliko bolj pomemben, tako neizmerno bolj nas izpolnjuje, da vse tisto, kar nas je prej zavajalo, nam ni več privlačno. To je moč večnega življenja, ki je v nas. Janez 8:51, Jezus govori, resnično, resnično povem vam, kdor se drži moje besede, vekomaj ne bo videl smrti. Aha, zdaj pa vidimo, da ima njegova beseda eno pomembno vlogo v večnem življenju, v tem, da bomo prišli do večnosti z Bogom. Haleluja, da bomo izpolnili to življenje zmagovalno in ga končali na pravi strani. In poglejmo, kaj pravi Jezus, ki je vstal od mrtvih in piše eno sporočilo cerkvi v razodetju.
Razodetje 3:14 pravi, tole govori amen, zvesta in resnična priča, začetek Božjega stvarjenja. To pismo je poslano cerkvi v Laodiceji, ampak na koncu tega odlomka pravi, kdor ima ušesa, naj posluša, kaj duh govori cerkvam. To pomeni, čez ta odlomk in čez druge odlomke razodetju, kaj Jezus govori, Sveti duh govori cerkvam v vsakmu področju in vsakmu narodu, v vsakmu času. Tako da nam bo govoril čez ta odlomk. Jezus pravi, vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel, ne vroč, ko bi bil le mrzel ali vroč. Ker pa nisi ne vroč, ne mrzel, ampak mlačen sem pred tem, da te izpljunem iz svojih ust. In zdaj Jezus pojasnjuje, zakaj so te ljudje mlačni. Zakaj so taki, ki mu ni všeč? Praviš, premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag. Svetujem ti, da kupiš od mene zlata v ognju prečiščenega, tako da obogatiš. In belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim, bodi torej goreč in se spreobrni. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Haleluja. In tukaj imamo sliko te intimnosti, ki si jo Jezus želi imeti z nami. Kakor dva najboljša prijatelja, ki se usedeta k večeri in se družita, se pogovarjata, imata dober čas, se veselita, se smejeta, si povesta bolečine srca, karkoli že si imata zapovedati, kakor najboljša prijatelja. To je ta intimen odnos, v katerega nas je Jezus poklical. Ampak katere stvari nas lahko okradejo tega odnosa, vidimo v teh citatih prej. Praviš, premožen sem, obogatel sem, ničesar ne potrebujem. Če imamo občutek, da smo sami sebi dovolj, da že dovolj vemo, da že vse poznamo o Bogu, da smo že vse slišali, da itak nam nič ne manjka tudi brez Boga. To pomeni, da smo v tej prevari, kakor je bila ta cerkev. Resnica je, da brez Jezusa smo siromaki in bedni, ubogi, slepi in nagi. Haleluja. Ampak poslušajmo Jezusov nasvet še enkrat. Kupi od mene zlata v ognju prečiščenega. Kaj predstavlja zlato? Nekaj najbolj dragocenega. Nekaj, kar je dragocenega za Boga. In imamo dve stvari, ki sta v Božji besedi omenjene kot zlato. Ena je sama Božja beseda, ki je prečiščena kot zlato. In druga je naša vera, ki je prečiščena tudi čez preizkušnje in težke stvari, ki jih gremo v življenju in vseeno vztrajamo z Jezusom. Tako da to si Jezus želi, to je tisto, kar njega razveseljuje in kar je najbolj za nas. Ne to, da imamo vse mogoče znanje in mislimo, da smo pomembni in boljši od drugih, ampak to, da imamo Jezusa. To, da imamo njega osebno. Haleluja. In on nam daje bela oblačila svoje pravičnosti. Da ni treba, da se zagovarjamo sami sebe, da smo že v redu ali da nismo toliko slabi. Pred Bogom je greh, mi se ne rabimo več zagovarjati. Ker imamo Jezusa pravičnega na Božji desnici, ki nas zagovarja. On nas zagovarja, da smo oprani v njegovi krvi. On nas zagovarja, da so nam vsi grehi odpuščeni. Tudi če pademo, Jezus nas zagovarja in verjame v nas, da se bomo pobrali in šli naprej v tej pravičnosti, ki smo jo dobili. Haleluja. In potem mazila, da si natremo oči in spregledamo. Mazilo predstavlja Svetega Duha. Prisotnost Svetega Duha, delovanje Svetega Duha. Mi potrebujemo to, da živimo to življenje, v katerega smo bili poklicani. Drugače smo slepi. Duhovi tega sveta nas lahko zaslepijo. Prevare sovražnika nas lahko zaslepijo. Ampak
Sveti Duh je tukaj, da nam pomaga. Sveti Duh je pripravljen, da nam odpre oči, da razsvetli naše oči, da razsvetli vsako prevaro in nas upelje v resnično svobodo. Haleluja. Tako da tukaj je še en Jezusov nasvet. Bodi torej goreč in se spreobrni. Če nas mora Jezus pokregati, nas pokrega takole. Lej, gledal si v napačne stvari. Nisi gledal v mene. Zaradi tega nisi mlačen, zaradi tega nisi goreč. Ko goreč pomeni fokusiran na Jezusa. On je ogenj, ki použije. Bog je luč. Ko smo usmerjeni na njega, na njegovo ljubezen, mi smo goreči. Ko ne zaupamo v svojo dobroto, v svoja dela, ampak samo v njegovo pravičnost, mi smo goreči. Haleluja. Tako da bodi torej goreč in se spreobrni, obrni se v pravo smer, obrni se stran od nevere, stran od greha, od napačnih stvari, pejdi za mano. Hočem biti prijatelj s tabo. Haleluja. Tako da imamo velike obljube za to zmago, za te zmage, ki jih rabimo izboriti. Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sedel s svojim očetom na njegov prestol. Haleluja. Tako da zmagovalc nad zmagovalci živi v tebi in on ti je dal svojo naravo. On ti je dal naravo zmagovalca, da premagaš vsako težavo, vse, kar bi hudič vrgel proti tebi. Lahko premagaš, haleluja. Reč, jaz lahko premagam z Jezusom. Haleluja. In ne samo, da enkrat v prihodnosti boš zmagovalc, ampak že zdaj si zmagovalc, ker te je Jezus naredil za zmagovalca in ti je dal vero, ki premaga svet. Tako da imaš že ta DNK, imaš že ta genski zapis zmagovalca, ki bo naredil v tebi vse, da narediš prave stvari, se obrneš stran od napačnih stvari in haleluja, greš z Jezusom naprej. Ok. Janez 10. poglavje, 25. vrstica. Govorimo o tem, o Božji besedi, kako pomemben vpliv ima Jezusova beseda na naše življenje, na to večno življenje, ki je že v nas, do kakšne mere ga živimo. Poglejmo tole. Jezus jim je odgovoril, povedal sem vam, da je on Mesija, pa ne verjamete. Dela, ki jih opravljam v imenu svojega očeta, ta pričajo o meni. To, da vi mi ne verjamete, ker niste izmed mojih ovc. Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje, nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. In to je gotovost vernika, ki Jezus želi, da jo imamo. Jaz pripadam Jezusu, tudi če še nisem popoln, tudi če še delam napake, jaz imam večno življenje, ker me noben ne iztrga iz Jezusovih rok. Haleluja. Samo to rabiš vedeti, ali pripadaš Jezusu, ali je tvoje življenje v njegovih rokah. Haleluja. In enkrat je dovolj, da se odločiš za to. In pol greš naprej v tem. Haleluja. Ostaneš poslušan Jezusu, ker njegove ovce poslušajo njegov glas. Njegove ovce so željne slišati Jezusov glas v Božji besedi. Haleluja. To je zdaj ta nova narava v tebi. Hočeš ga slišati. Ne samo enkrat na teden v cerkvi, hočeš ga slišati vsak dan. In ni težko. Odpreš Sveto pismo in kjerkoli vidiš, to mi Jezusova ljubezen govori. Haleluja. Slišaš njegov glas. Ok. In zato, ker nam Jezus daje večno življenje, čez njegovo besedo se ne bomo nikoli pogubili, nas nič ne bo iztrgal iz njegovih rok. Haleluja. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Haleluja. Tukaj so lahko malo bolj komplicirane stvari za razložiti ene odlomke, ki zgleda, kakor da nasprotujejo tej trdnosti vernika, o kateri smo zdaj govorili. Ampak čisto na kratko bom povedal samo to. Obstaja možnost, da se vernik zavestno odloči in zapusti Jezusa.
ampak to ni pomotoma ali slučajno. Tako, kot ti ne boš pustil svojega otroka, mladoletnega, da gre stran od doma, brez da ga iščeš, tudi če s pomočjo policije in ga pripelješ nazaj, ko veš, da je najboljš za njega, da je doma, da odraste v varnem domu. Tako tudi Bog nas ne bo pustil kar odtavati, dokler sploh ne razumemo, zakaj gre, dokler sploh ne razumemo, da nas hudič lahko prevara zaradi našega neobnovljenega uma in tako naprej. Haleluja. Tako da ne boš se mogel pomotoma odreči Jezusu. In dokler to veš, ti si njegova ovca. Predal si mu življenje in nič te ne more iztrgati iz njegovih rok. Haleluja. In ko ga spoznavaš, ko si utrjen v njegovi ljubezni, se tudi nikoli ne boš hotel zavestno odločiti, da bi šel stran od Boga. Pa zakaj bi se? To je bila čista neumnost. Res pa je, da Bog je moral človeku iz svoje ljubezni pustiti svobodno voljo. Tako da njegova ljubezen je to, da tudi zdaj imamo svobodno voljo. Lahko se odločimo za Boga ali pa proti Bogu. Dajmo se odločiti za življenje. Haleluja. Tako nas Božja beseda spodbuja. Če se odločimo za Jezusa, se odločimo za življenje. Haleluja. Janez 14 od 15. vrstice naprej. Upam, da vam je všeč veliko Božje besede, ker je življenje v Božji besedi. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ga ne pozna, vi pa ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. In ta beseda se je že izpolnila. Haleluja. On nam je dal drugega tolažnika. Jezusa ni več v telesu med nami, ampak med nami je njegov drugi tolažnik, Sveti Duh. Haleluja. Ste kaj veseli za to? Da je on z nami in nas nikoli ne zapusti. Haleluja. On je Duh resnice. Tako da, ko smo poslušni Svetemu Duhu, ko ljubimo Svetega Duha, bomo ljubili tudi resnico. In Jezus pravi, Oče, tvoja beseda je resnica. Tako da ta Sveto pismo je polno resnice. Če to razumemo, bomo željni spoznavati to besedo, spoznavati resnico. In Sveti Duh nam jo bo razodeval. In pravi naprej, ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Tudi ta beseda se je izpolnila. Jezus je prišel k nam po Svetem Duhu. Haleluja. In Jezus je odgovoril, ko ga je njegov učenec vprašal, zakaj tako, mu je še enkrat pojasnil in rekel, če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil, prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Wow, kar pomeni, da je še več. Je možno še večja prisotnost Boga v tvojem življenju. Si že izkusil ene dimenzije njegove prisotnosti. Ampak ko hodiš z njim, ko rasteš v tej milosti večnega življenja, je Jezus in nebeški Oče sta bolj in bolj prisotna v tvojem življenju, bolj in bolj sta vidna. In to je za vsakega vernika. Ne piše samo za posebne ljudi, za neke posebej poklicane. Ampak, če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Haleluja. Tako da to si želimo, bolj in bolj ga spoznati, bolj in bolj ga izkusiti. Ja, kaj pa, če se ne držimo njegove besede, a to pomeni, da ga ne ljubimo? Ne, se pravi, če pademo, naredimo nekaj narobe in celo vedeli smo, da je narobe, pa smo spet naredili narobe. Kaj pa pol? To pomeni, da ne ljubimo Jezusa. Haleluja. Božja ljubezen v nas je postala popolna zaradi njegove ljubezni do nas, ne zaradi tega, ker smo mi postali popolni. Tako da, ko sprejmeš Božjo ljubezen, da te Bog ljubi brezpogojno, da te je očistil, da je on tvoja moč in tvoja zmaga, da je on ta, ki te posvečuje, ta, ki te dela svetega. Haleluja. Takrat
boš brez napora živel njegovo besedo. Brez napora se boš vrnil nazaj k njemu in pustil za sabo stare poti in se ne več vračal. Tako da mi se usmerjamo na njegovo ljubezen in potem se držimo njegove besede in potem ljubimo Jezusa bolj in bolj z vsem srcem. Haleluja. Naprej pravi, kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. Tako da, če pravilno slišimo, kaj nam pravi, ne držimo se njegove besede, zakaj? Ker nismo spoznali njegove ljubezni, ker nismo spoznali te dimenzije Božje ljubezni, ki jo potrebujemo. Ne vem, mogoče ozdravljenja, mogoče osvoboditve od preteklosti. Ampak prideš k Očetu v imenu Jezusa, sprejmeš njegovo ljubezen in se boš držal njegovih besed. Ta njegova ljubezen te bo motivirala, da se boš držal njegovih besed, ker si njegova ovca. Haleluja, jaz sem Jezusova ovca, lahko ponoviš za mano. Haleluja. To lažnik pa Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam, kakor ga daje svet, vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Ok. Sveti Duh nas uči in nas spominja vsega, kar nam je Jezus povedal. Tako da, ko odpreš to besedo, lahko rečeš, Sveti Duh, uči me. Želim spoznati Očeta in Jezusa še bolj. In ti bo odpiral oči in te bo učil vsega. Janez 15 od 9. vrstice naprej. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. To pomeni, ko ostanemo v zavedanju njegove ljubezni, bo izpolnjeno to, kar naprej pravi. Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. Haleluja. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. In zdaj, kaj je Jezusova zapoved? 12. vrstica. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. To pomeni, Bogu je pomemben, da ostanemo v ljubezni. Da ostanemo v ljubezni do njega in do bratov in sester. In če bomo v ljubezni do njega in do bratov in sester, bomo v ljubezni do vsakega človeka, zato ker ta ista ljubezen potem deluje čez nas, kamorkoli gremo. In vidimo, da je odnos tukaj, ni izpolnjevanje zapovedi najprej, ampak je najprej odnos. Ostanite v moji ljubezni, ostanite v temu intimnemu odnosu z mano in potem boste držali, izpolnjevali moje zapovedi. In še v 1. Tesaloničanom 5 od 16 naprej imamo jasno napisano, kaj je Božja volja za nas v Kristusu Jezusu. To pomeni, to sigurno nam Bog govori vedno. Vedno je to za nas Božja volja. 16. vrstica pravi, zmeraj se veselite. V Filipljanih vemo, da je mišljeno, veselite se v Gospodu, to pomeni, imejte veselje v temu ljubezenskemu odnosu z Bogom. 17. vrstica, ne prenehoma molite, spet odnos z Očetom in Sinom, po Svetem Duhu. V vsem se zahvaljujte, spet odnos z Očetom in Sinom, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte, ne smemo ugašati duha, ker on je tak, ki nam odpira oči. Brez njega ne moramo razumeti resnice, brez njega naše srce zatrdi, ne izkušamo Božje ljubezni. In preroštev ne zaničujte, to pomeni, če v cerkvi pride navdihnjena beseda, bod pozoren, zato ker ti Bog lahko govori čez to navdihnjeno besedo.
In še eno navodilo. Zla naj bo kakršnokoli, se vzdržite. Zakaj? Zato, ker zlo, če mu odpremo vrata v svoje življenje, bo nas okradel tega najdragocenejšega intimnega odnosa z Bogom, ki ga imamo, in mi imamo večno življenje v tem. Haleluja. Zato se vzdržimo vsakega zla. Okej. Prvo Janezovo pismo, 4. poglavje, 15. vrstica. Kdor priznava, da je Jezus Božji sin, ostaja v Bogu in ostaja Bog v njem in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. To pomeni, če se vzdržimo vsega, kar ni ljubezen do naših bližnjih, kar ni ljubezen do Boga. To pomeni, da je zlo, je sebičnost. Če se vzdržimo tega, ostajamo v Bogu, ostajamo v temu odnosu z Bogom. Če pa gremo preko svoje vesti, če gremo preko tega, kar nas Božja beseda uči, pa bomo začeli zatrdevati svoje srce za odnos z Bogom in prej ali slej se bo to videlo. Ne bomo mogli imeti veselja v Bogu, ne bomo več tako hvaležni, tako zadovoljni v Bogu, tako da čuvamo svoje srce, ker iz njega izvira življenje, to življenje, ki nam ga je Bog dal. Ok. Janez 4:14. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. To pomeni, Sveti Duh v nas je izvir vode življenja, ki teče v večno življenje. To pomeni, pelje nas naprej direktno v nebesa, direktno v večno življenje z Bogom. Haleluja. Je pa pomemben, da smo mu poslušni. Galačanom 6, 8. vrstica pravi, kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo, kdor pa seje v duha, bo od duha žel večno življenje. In zdaj gremo nekaj vrstic nazaj, da razumemo, kaj pomeni sejanje v duha. Druga vrstica pravi, nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Se pravi, ne samo, da imaš moč za svoje zmagovalno življenje in hoditi z Bogom in delati stvari prav, ampak imaš moč tudi zamisliti na druge, kaj bi drugim lahko pomagali, kje lahko drugim pomagaš nositi bremena. Haleluja. In pol imaš moč, da se ponižaš, da ne misliš o sebi, da si ne vem kaj. Ker 3. vrstica pravi, če kdo misli, da je kaj, ko ni nič, vara sam sebe. To pomeni, imamo s pravilnim razmišljanjem sejemo v duha. Ker razmišljamo o sebi tako, kot Bog razmišlja o nas. In to sigurno ni, da mi mislimo, da smo nekaj pomembnega. Haleluja, lahko si zadovoljen, da si Božji otrok. Lahko si zadovoljen, da si ljubljen od Boga, ampak tudi tvoj bližnji je ljubljen od Boga. Ti nisi več od njega. Saj tudi on ni več od tebe. Ampak ne povzdigujemo se, ker na ta način, če se povzdigujemo na druge, sejemo v meso. In to ni dobro, pol bomo želi pogubo od mesa. To pomeni, že v tem življenju se nam bojo vrnile stvari, ki jih nočemo imeti v življenju. Zato sejemo v duha in 9. vrstica pravi, ne naveličajmo se, ko delamo dobro, kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. In to nam je spodbuda, da vidimo, da ves naš trud in služenje Bogu ni za manj. Že v tem življenju bomo želi. Vsem v času in ugodju, ki si se mu odrekel zaradi Jezusa, zaradi evangelija, boš v tem času dobil veliko več nazaj. Zato, ker to, kar sejemo, bomo želi. Bog je zvest svoji besedi. Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem, še posebej pa domačim po veri. Haleluja, tako da vidimo, da Božje to večno življenje nas pripelje do zelo praktičnih stvari za naš
vsakodnevno življenje. Ni samo ena teologija, nekaj, kar bomo doživeli, ko bomo umrli, ampak je to življenje v izobilju, ki nam ga Jezus daje zdaj. Pismo Titu, 3. poglavje. Saj smo bili tudi mi nekoč neumni, nepokorni in v zablodah. Stregli smo najrazličnejšim poželenjem in nasladam, živeli smo v hudobi in nevoščljivosti, neznosni smo bili in sovražili drug drugega, ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, temveč po svojem usmiljenju s kopeljo prerojenja in prenovitve po svetem duhu. Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izliv na nas, da bi opravičeni po njegovi milosti postali dediči večnega življenja, v katerega upamo. Postali smo dediči večnega življenja, ker smo opravičeni po Božji milosti. Haleluja. In lahko pogumno rečeš, jaz sem opravičen po Jezusovi milosti. Haleluja. In naprej pravi, zanesljiva je ta beseda. Ampak ne zato, da boš samo mislil o sebi, da si pravičen. Poglejmo, kaj pravi naprej. Zato hočem, ker je ta beseda zanesljiva, da smo dediči večnega življenja, da smo opravičeni po Božji milosti. Haleluja. Zato hočem, da nenehno poudarjaš, naj si tisti, ki verujejo v Boga, prizadevajo, da se bodo posvečali dobrim delom. To je dobro in ljudem koristno. Haleluja. To pomeni, Bog ima najboljše v mislih za nas. On noče, da bi mi delali dobra dela in se nekaj matrali, zato ker mislimo, da nam bo to dal vstop v nebesa. Ker nam ne bo. Jezusova kri nam daje vstop v nebesa. To, da nas Jezusova kri opravičuje, je naša vstopnica v večno življenje. Ampak dober je za nas v tem življenju, da delamo dobro. In kar smo zdaj postali v Jezusu Kristusu, nova stvar, deležniki večnega življenja, imamo novo naravo, imamo moč, da delamo dobro, imamo motivacijo, da delamo dobro, imamo razmišljanje, da lahko delamo dobro. Bog nam je dal razum, da ga lahko spoznamo in Bog vedno dela dobro. Na zemlji je pa omejen s tem, ali bo našel človeka, čez katerega bo delal dobro. Haleluja. In mi smo zdaj tukaj, njegovi otroci. Haleluja. Hočemo mu biti podobni, hočemo, da on živi čez nas in vemo, da bomo delali dobro. In vemo, da nas bo on vodil v dobre stvari, da ima on dober načrt za naša življenja, da nas uporabi, da smo blagoslov za mnoge ljudi. Haleluja. Haleluja. Še ena beseda v 1. Timoteju 6:6, pa smo končali. Haleluja. Gremo najprej v 12. vrstico. Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. Vsi smo na nek način izpovedali, da smo sprejeli Jezusa, ki je večno življenje. Videli smo, da je Jezus osebno večno življenje. Njega smo sprejeli in druge priče so to videle in slišale. A je tako? Haleluja. Ampak tako, kakor smo ga priznali pred drugimi ljudmi in smo to izpovedali pred njimi, tako zdaj bojujemo dober boj vere in sežemo po tem večnem življenju. Če vidiš kaj v svojem življenju, da ti krade to večno življenje, da ti krade to Božjo ljubezen, ki vsak dan deluje čez tebe in jo tudi tvoji bližnji lahko čutijo, sezi po večnem življenju, reč, to večno življenje mi pripada, ta narava Boga mi pripada, jaz nisem več star človek, jaz nisem več zvezan z grehom, jaz nisem več sužen odvisnosti tega sveta, nisem več sužen poželenja tega sveta, jaz sem zdaj novo stvarjenje v Jezusu Kristusu. To je primer, kako lahko sežeš po večnem življenju, sežeš po teh obljubah, ki jih imaš v Božji besedi. Haleluja. In časih rabaš bojevati dober boj vere. Kako? Tako, da rečeš besedo. Tako, da rečeš, Jezus, ja, verjamem, da mi to pripada. Tudi, če sem 5krat padel, verjamem, da mi to pripada in jaz sem zmagovalec in bom premagal to, kar me vleče dol. Haleluja. Haleluja. Dajmo prebrati še od 6. vrstice naprej, ki nam daje več razumevanja, proti čemu se borimo.
Res je prava pobožnost velik dobiček. To pomeni, hoditi za Jezusom že v tem življenju je velik dobiček. A le za tistega, ki je zadovoljen z najnujnejšim, je ta prevod, mogoče bi bil boljši prevod, s tem, da to, kar imam, je dovolj, kar vidimo tudi v naslednji vrstici. Ničesar namreč nismo prinesli na svet, zato tudi ne moremo ničesar odnesti. Bodimo torej zadovoljni s tem, da imamo živež in obleko. Haleluja. Če imaš to, si lahko zadovoljen. Z Jezusom si lahko zadovoljen, tudi če ti druge stvari manjkajo, ki niso tle navedene. Haleluja. Tudi če ne moreš si vsega kupiti, kar si želiš, mogoče bo še enkrat v prihodnosti. Ampak lahko si zadovoljen in to je velik dobiček, ki ga imaš v tem življenju zaradi večnega življenja. Tisti pa, ki hočejo obogateti, padejo v skušnjavo in zanko, to je v mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje. Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju, potem so nekateri hlepeli in tako zablodili proč od vere, s tem pa sami sebi zadali veliko bolečin. A Bog hoče, da si zadamo veliko bolečin, sami sebi. Ne, on nas ljubi, on noče, da sami sebi zadajamo bolečine, zato nas uči. Lej, moraš bežati od pohlepa po denarju, moraš bežati od nečistosti, zato ker to so stvari, ki bojo uničevale to večno življenje, ki je v tebi. To so stvari, ki bojo povzročile, da boš žel pogubo od svojega mesa. Hudič te bo tepel čez tvoje meso, ne Bog. In nočeš tega, nočeš si zadajati bolečin. Tako da ti Božji človek, reč, jaz Božji človek. Beži pred tem, prizadevaj si za pravičnost, pravo pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. In to je namen cerkve, zato se zbiramo, poleg zaradi tega, da nas Jezus pošilja v svet, da oznanjamo evangelij te, ki še niso slišali. Smo skupaj zato, da skupaj si prizadevamo za pravičnost, pravo pobožnost, vero, ljubezen, stanovitnost, ponižnost. Haleluja, in rastemo v tem. In na ta način izkušamo več in več in več nebeškega življenja, že v tem svetu. Haleluja, je to dobra novica. A lahko vidimo, kako zelo nas Bog ljubi. Ne samo za enkrat potem, v večnosti, zdaj konkretno nam daje moč, da premagamo vse, kar zavaja ta svet. Haleluja, dajmo skupaj reči, jaz sem več kot zmagovalec v Jezusu. Jaz sem zmagovalec nad vsakim poželenjem tega sveta. In jaz sem zmagovalec nad napuhom življenja, ker je Božja ljubezen v meni. Ker sem spoznal in verujem Božjo ljubezen. In ostajam v Božji ljubezni. Amen. V generacijo zrak in med nami dviga saj, v veri stoji po nežnosti. Že čutim